Pozdravljeni v odmevu tedna na domovini. Pestro dogajanje preteklega tedna bi v veliki meri lahko okarakterizirali kot odvračanje pozornosti od resnih problemov, s katerimi se sooča naša država in privatnih ambicij aktualnega premierja. Dogajanje tedna bova komentirala z odgovornim urednikom portala domovina.je, Rokom Čakšem. Rok, pozdravljen. Dober dan. Torej, dogodki, ki so zaznamovali ta teden, ne bi lahko označili, pa so prijeli veliko pozornosti javnosti, kazenske ovadbe za tvitanje, potem za zakon o zaščiti živali, ki buri duhove predvsem na podeželju, odprava glob za COVID prekrške in nenazadnje vse večje pojavnost teme, kot je evtanazija in pa pogrevanje zgodovinskih delitev, da ne rečem državljanske vojne, pa vendarle se zdi, da je to neke vrste zgolj odvračanje pozornosti od resnih problemov. Opažaš ti podobno? Ja, nedvomno. Razmislimo, kje je bil naš fokus javnosti 3-4 mesece nazaj. Ukvarjali smo se z neko nerodnostjo, nesposobnostjo vlade, kako odreagirati na hude realne probleme ljudi na področju zdravstva. Spomnimo se vrst pred zdravstvenimi domovi, spomnimo se metanja obljub raznim skupinam v javnem sektorju strani premierja in kaj vse je to sledilo, ker je ljudi pognalo na ulice in tako naprej. Vse to je potisnilo vlado v neko defenzivo, pokazalo je neko stihijo, nesposobnost pametne reakcije in zdaj posledico tega je bila tudi padec javnomnenjske podpore. V nekem trenutku je prišla celo pod Svoboda, pod SDS in tam se je zgodil nek prelom. Zdi se, da premier se uči iz svojih napak. Takrat je spoznal, da mora fokus preusmeriti drugam, iz neke defenzive priti v ofenzivo in v javnost so vrgli 2-3 ideološke bombice. Umik muzeja osamosvojitve, spomenik osamosvojitve, revoluciji, obisk Čebin in še tale umik spomina na žrtve komunizma. In naenkrat so opozicijo, desno opozicijo potisnili na okope, jo spodbudili, da se je oglasila na ideoloških temah, sami pa so si rešili ta fokus ljudi na bistvene probleme in so jih potisnili v ta kulturni boj, na katerem pa levica tradicionalno zmaguje. Ja, medtem pa smo izvedeli, da je Nemčija uradno prišla v recesijo, kar je zelo slaba novica tudi za slovensko gospodarstvo, ki je pravzaprav zelo odvisno od samega izvoza v Nemčijo. Gospodarstveniki že tedne in mesece opozarjajo, da pada konkurenčnost na globalnem trgu, bistveno se je skrčila tudi industrijska proizvodnja v 10 od 24 panog, recimo konkretno papirna industrija 18%, kemična industrija 17%, kovinarska 11%, pohištvena 11%, predelava lesa 11%. To so resna opozorila in hkrati tudi rast DDV recimo je bila bistveno nižja od inflacije, torej ohlaja se tudi potrošnja. Medtem pa Robert Golob v parlamentu opozarja, da ni nikjer nobene recesije. Ne samo, da ni nobene recesije nikjer, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Ne samo, da je energetska kriza bila uspešno obvladana. Tisto, kar se danes dogaja v Nemčiji, se bo čez en mesec videlo v Sloveniji. Gospodarstvo ne potrebuje pomoči, potrebuje pa konkurenčne cene. In te trenutno nimamo. Torej, realnost eno, besede premierja v parlamentu nekaj povsem drugega. Ja, en dober nauk, ki ga lahko povprečen gledalec, spremljevalec politike ali televizije iz tega potegne je, da nikoli ne verjemi politiku na besedo. Tokrat se je to izredno lepo kontrastno pokazalo, zato ker je Robert Golob danes v parlamentu govoril nekaj in dobesedno naslednji dan je prišla močna informacija o recesiji iz Nemčije. Kot pa vemo je tak, ko Nemčija kihne, Slovenija dobi prehlad in tudi relevantni strokovnjaki opozarjajo, da z nekim zamikom se potem ta recesija preseli v Slovenijo, da pa so tukaj kazalci problematični, pa opozarjajo že statistika, o kateri si malo prej govoril. Zdaj, a je možno, da Robert Golob ne bi vedel za te podatke ali je enostavno zavajal javnost medtem, ko je nastopil v parlamentu? Je vedel, seveda on zelo dobro ve, ampak tukaj pa je treba razumeti njegovo pozicijo. On z pozicije predsednika vlade mora spodbujati optimizem. Zato, ker če še on začne spodbujati pesimizem, je to zelo slab signal recimo za
osebno potrošnjo ljudi ali pa za podjetja, ali se naj odločajo vlaganje ali naj čakajo. Ne? In to lahko prispeva k tej spirali proti recesiji, če se zdaj v državi vsi strašijo, ne? Ljudje rečejo, ok, imam nekaj denarja našparanega, ne bom si kupil tiste kosilnice ali pa ne bom šel zvečer na večerjo, če on ne gre na večerjo, potem gostinec nima posla, država ne dobi DDV-ja in podobno, tako da njegovo pozicijo lahko razumemo, ne? Ampak to še vedno ne pomeni, da je to tudi realnost. Ne? Realnost je pa nekaj drugega. No, zdaj do tako gospodarske kot tudi energetske politike Nemčije, recimo, in s tem tudi Slovenije, ki je izrazito navezana tudi po tej solarizaciji, ki jo želimo nekako slediti nemškemu modelu, je zdaj kritičen celo že kandidat za mandatarja KUL koalicije, nesvojni kandidat, ne, ki je napisal, ga citiram, ne, da nas Nemčija s svojimi napakami vleče v prepad in prek Evropske komisije določa samo uničujočo energetsko politiko. Ne, kako izgleda ta politika, smo pa lahko nedavno videli na okrogli mizi, kjer je to predstavljala državna sekretarka za energetiko Tina Sršen. Predlagam si pogledava ta izsek. Številke, dejstva. Gen vam danes ne zna odgovoriti, koliko vas bo stala električna energija. Jaz vam garantiram, ker nam ne znajo tega povedati. Zgradili so NEK-1, so ga postavili in od njega danes živimo. Gospod Lotrič, upam, da nas ne nagovarjate, da izstopimo iz mednarodnih konvencij o jedrski varnosti, izstopimo iz EU-ja. V 70 letih vseeno ni bilo ne okoljske zakonodaje EU, ni bilo nobene zakonodaje o jedrski varnosti, ni bilo nobenih državljanskih pravic, ni bilo nobenih gradbenih standardov, ni bilo ničesar, nič podobnega urejeno in seveda, da je bilo takrat mogoče lažje graditi jedrsko elektrarno, kot je danes, ne? Vseeno se moramo, lepo prosim, a smo tukaj na enoumju, a mi boste dovolili povedati drugačno mnenje, ker če vsi govorite isto, pol ne potrebujemo nobene razprave. Ne samo to, ne, da imamo očitno precej nesposobno državno sekretarko, ampak tudi informacije prihajajo, da vlada nekako načrtno blokira gradnjo drugega bloka nuklearke, ker so tukaj posredi povsem parcialni interesi samega premierja, ki naj bi se potem, ko zaključi premiersko funkcijo, želel vrniti v energetiko in tam prodajati električno energijo, tako se lahko zaznavamo v zadnjih dneh. Ne. Ja, če rečem besedo o tej nastopu Sršenove, rekel bi nekaj, no. Ona ima svoje prepričanje, ampak verjamem, da je to prepričanje dejansko njeno. Tudi z življenjem na tak način živi. Jaz ti to ne zamerim. Ne? Ampak bistveno je to, kaj takšni ljudje delajo na tako odgovornih mestih. Ne? Kajti ona ima svoj slog, svoj način življenja, ampak to je neka, včasih je bila to alternativa, ki prihaja zdaj v mainstream in to ni za nacionalni nivo, za državo, pa to ni ta prava alternativa. Verjamem pa, da Robert Golob tega ne počne iz prepričanja, kar počne. To pomeni, da tukaj, ko gre za ustavljanje, zaviranje jedrske elektrarne in vse ostalo in vse neke druge stvari, ki se v ozadju v energetiki dogajajo, o katerih praktično ne moremo vedeti, ker se ukvarjamo z revolucijami pa z komunizmom in ostalega, je nek nastavek posla, po mojem prepričanju, v katerega se bo vrnil po svojem, kot je sam dejal, 8-letnem mandatu. Ne? Tukaj prvo moramo vedeti, da je veliko ljudi iz njegovega ožjega kroga GEN-I-ja zdaj po zelo odgovornih ključnih funkcijah v energetiki. Druga stvar je, da sprejemajo neke uredbe, o katerih se praktično ne sliši. Ena takih smo jo na domovini izpostavili in praktično nihče drug, kjer prenašajo nekatere možnost prenosa nekaterih dolgov iz državnih podjetij, recimo kot je GEN-I, na njihove lastnike, ki so tudi državni, kot je GEN Energija. To pomeni, če se ta podjetje zakalkulira pri prodaji cene, lahko to vrednost prenese na zgornjo podjetje. Skratka, zadaj je kup enih manevrov, na katerega mediji pa javnost niso pozorni in bi morali biti. Ne? Kje točno, kako točno se te kanali spajajo, pripeljajo do nekega skupnega cilja in nekateri poznavalci pravijo, da skupen cilj tega je privatizacija GEN-I-ja. Jaz ne vem, ker nisem dovolj poglobljen, se ne spoznam dovolj, ali je to res. Ampak bistveno je, da velika naloga medijev in strokovnjakov je, da smo izjemno pozorni točno na to, kar oni želijo prekriti. Da se manj ukvarjamo s tistim, kar nam mečejo kosti in da se ukvarjamo s tistim, kaj biznisirajo v ozadju.
Ker za gospodarstvo, ki že zdaj opozarja, pa so lahko te posledice kar zelo uničujoče, če ne bomo imeli mi v prihodnjih letih resnega vira energije, ki bi nam zagotavljal to energetsko neodvisnost. Ja, vsakemu je jasno, da samo s sončnimi elektrarnami ne bomo mogli zadovoljiti potreb po energiji. In tudi to je ta dilema, zakaj za vraga to počnejo. Še ena stvar. Vemo, da kadarkoli se nekaj posega v naravo, imamo veliko pozornost na tem, oglašajo se naravovarstvene organizacije in vse živo. Zdaj se sprejema zakon, mislim, da je že v končni fazi, ki bo bistveno poenostavil umeščanje sončnih elektrarn v prostor. Zdaj, jaz ne vem, če je ta zakon škodljiv ali ni škodljiv, da bomo imeli na jezerih, na travnikih, na avtocestah, kjerkoli vse te sončne elektrarne. Jaz tega ne vem, ampak razprave o tem ni. Praktično ni prisotna v javnosti. In to zbuja sume, da gre za neke druge cilje ozadij. Tukaj je glavni denar. V energetiki se bo najbolj biznisiralo naslednjih 10-15 let. In tukaj so zagotovo veliki interesi v zadju, v katerem midva kot povprečna opazovalca te scene, če tudi smo novinarje, pa o tem beremo, ne moremo vedeti, ne moremo razumeti. Težava pa je, da ljudje, ki to razumejo, strokovnjaki, so pa na nek način ustrahovani, ker se, kot v najni praksi spoznavamo, vse manj strokovnjakov želi izpostaviti z imenom in priimkom in v javnosti stati za tistim, kar povejo, ker se bojijo sankcij. Povejo off the record z veliko obljubo, da ne bomo izdali, kdo so in kdo so povedali. Slišimo hude zgodbe v ozadju, ampak nihče ne stopi pred javnost. In to je zaskrbljujoče, to je strah v svobodi, katerega so obljubljali, da bo ravno nasproten, torej da prihajamo iz avtoritarizma v demokracijo. Praksa, novinarska praksa, mi, ki delamo, pa vemo, da je stvar ravno obratna. Ja, zanimivo je ta medijski narativ, kako se razvija in kako se pravzaprav ustvarja vtis, češ, da je bila prejšnja vlada avtoritarna, zdajšnja pa nekako bistveno bolj svobodna, pa pravzaprav izkušnje iz prakse kažejo ravno nekako nasprotno. Zdaj, če smo že pri denarju bila in biznisih, ki se odvijajo naprej, ta je ključno zaznamoval tudi ta teden. Državni zbor je včeraj potem sprejel rebalans proračuna, kar ni bilo neko veliko presenečenje. Vlada se sicer hvali, češ, da je zmanjšala primanjkljaj, pa vendarle ekonomisti niso tako zelo pohvalni, kot bi morda glede na nastope v parlamentu pričakovali. Predlagam, da si pogledamo nekaj teh izjav. Tale rebalans gre v škodo gospodarstva. Je zelo napeto nastavljen, torej zelo blizu mejam, ko bodo začela, tako kot je kolega, ki je poročil iz Bruslja omenil, lahko ob zelo majhnih motnjah, o zelo majhnih negativnih realizacijah v ekonomskem okolju naslednje leto se znajdemo v postopku presežnega proračunskega primanjkljaja. Skratka, ekonomisti so kritični. Tukaj gre pravzaprav bolj za nek računovodski poseg, ne pa zares v neko spremembo trošenja države. Ja, zadnja stvar, ki bi od te vlade, pa od leve vlade pričakoval, je, da bo veliko naredila na to, da to zbalansira. Kot vemo, je praviloma tako, da leve vlade rade zapravljajo. Predvsem zaradi tega, ker v času, ko si prizadevajo priti na oblast, mečejo obljube in vsaj delno morajo potem nahraniti vse tiste, ki so jim do oblasti pomagali. In ta primer je tipičen. Primanjkljaj je še vedno, mislim, da 4,5% zdaj na decimalko držati. Čeprav se je Luka Mesec recimo pred enem mesecu v Tarči hvalil, da bojo z rebalansom bojo pa prišli pod 4%, govorijo mislim, da 3,5%. Tu nekje še ena taka bombica vržena v javnost, koliko smo mi šparovni. V resnici so pa privarčevali na tem, da je cena energije na evropskih trgih je padla in so tisti ukrepi za draginjo, ki so bili predvideni, niso več potrebni. In tukaj so oni nekoliko zmanjšali primanjkljaj, ampak strokovnjaki, ki vidijo čez to, od fiskalnega sveta do gostov, kot je dr. Mestej na našem posnetku, seveda vidijo realno stanje in na njega opozarjajo. In hkrati opozarjajo tudi, da če se te zunanji faktori, ki so nam trenutno nekoliko ugodnejši, malenkost spremenijo, nas to lahko zelo močno udari. Evropska komisija pa medtem opozarja, da leta 2024 ne bo več prostih pravil glede zadolževanja, torej bodo morale države bolj vzdržno načrtovati svoje proračune. Tako je, zdi se, da trenutno, dokler še lahko, še zapravljajo, kolikor gre, potem bojo pa nekako morali igrati po skupnih pravilih.
Pa tudi to se zdi, da ni več dovolj, ne, kljub 100-milijonski investiciji v upokojence, ne, ti vendarle opozarjajo, da so razočarani, da ne bo prišlo do uskladitve, ampak zgolj dodatka, neke božičnice, ne, ki pa potem januarja ne bo se prelila v višje pokojnine. In bodo te spet znova nižje. Ne? Torej, niti z temi bombončki ne uspejo več zadovoljiti recimo nekih družbenih skupin, ki so precej nezadovoljne. Ključno je, kako to skomunicirajo, oziroma kako jim mediji pomagajo to skomunicirati. Ne? Upokojenec, ki je včeraj prišel na MMC RTV Slovenija in je prebral, Golob bo vsem zagotovil vsaj 700 evrov plače in še velike dodatke, bo rekel, super. Ne? To pomeni, je pa le poskrbel za nas. Ne? In spet imamo tiste, ki pa malo bolje poznajo situacijo, ki pa povejo, kaj je realnost. Ne? Če imaš ti 7-8% inflacijo, potem neka uskladitev 1,5 je to minus. Ne? To ni. Zdaj, Evropska komisija svari, da Slovenija zamuja pri izvajanju reform, torej nismo samo novinari tisti, ki se šalimo iz premikajočih se časovnic. Tokrat je vlada dobila jasen signal iz Evropske komisije, pa tudi, da smo precej prepočasni pri črpanju iz Evropskega sklada za obnovo po covidu. Ne, zdaj ironično bi lahko rekli, da glede na to, da je ta sredstvo nekako izpogajal Janez Janša in da je večina stvari, ki jih počne ta vlada, pravzaprav odpravljanje ukrepov, je torej to počasno črpanje tudi odpravljanje denarja, ki ga je zagotovil v Evropi za Slovenijo Janez Janša. Ja, zdi se, da ta vlada bi pravzaprav rada odpravila vse, kar je počel Janez Janša. Samo Janeza Janše ne bi odpravila, ker potem ne bi več imela kaj odpravljati. Ne. Torej, da na tak način nekako ostajajo na oblasti in lahko, ali pa se vračajo na oblasti in lahko potem odpravljajo posledice avtoritarizma. Skratka, če so že pri odpravljanju teh posledic avtoritarizma, ne, pred poslanci je tudi zakon, ki odpravlja kazni covidnim prekrškarjem, ne, zdaj to je vendarle tvegan ukrep, če bi znova prišlo do kakšne epidemije ali pa kakšne podobne situacije, v kateri bi vlada mogla ukrepati, se lahko to vrne kot bumerang. Ja, ključno je to sporočilo. Ne? To pomeni takrat, ko je treba stisniti pa se nečemu odpovedati, ni potrebe, potem tudi, če vas bojo kaznovali, vas bojo potem kasneje eni politiki rešili. Ne? Tu je spet eno uresničevanje obljub v koalicijski predvolilnem času, kjer so na podlagi tega splavali in zdaj bojo pokazali, gledajte, ne? Smo to naredili. Res je, da je Ustavno sodišče za meni, glede na situacijo, nerazumljivi odločitvi razveljavilo neke člene 26 let starega zakona, ki ga je sprejela Drnovškova vlada, na podlagi katerih so temeljili ukrepi. Ne? Torej, ravno takrat, za tisto, kar je bil namenjen, to pomeni za situacijo pandemije, ko je prišlo do nje, so pa to razveljavili. Ne? To je res, ampak mislim, da bi to sporočilo lahko bilo dano drugače. Ne želim si tega, upam, da ne, ampak če bo ta politika, ki je zdaj na oblasti, prišla v situacijo, ko bo morala podobne stvari reševati, in vemo, da so jih na Zahodu mnogo striktneje, mnogo bolj omejujoče reševali, ne? Jaz si ne predstavljam, ne? Kako jo bo ljudje, karkoli bo želela uveljaviti, upoštevali. No? Zdaj, teh kazni nekje za 5,5 milijonov evrov, ko bodo še to odpravili in počasi zmanjkalo ukrepov Janeza Janše, ki jih je še mogoče odpraviti. Kaj sploh bo ta vlada potem počela, ko enkrat ne bo več ukrepov Janeza Janše, ki bi jih lahko odpravljali? Ja, bo kako novo ideološko bombico, mogoče bojo začeli s tistim parkom za izbrisane, ali pa še obiskali bojo še kakšno obletnico ustanovitve kakšne komunistične partije, nekaj zvezi s tem lahko pričakujemo. No, ali pa kakšen zakon o zaščiti živali, ne, tudi ta je te dni v široki javni razpravi v parlamentu. Nekako zanimivo je, spisali so ga 3 koalicijske poslanke, zdi se, da je nekako skregan z realnostjo podeželja. Kritični so tako veterinarji kot kmetje, ki so tisti, ki se dejansko največ ukvarjajo z živalmi, ne, če odmislimo recimo razne lastnike psov po mestih. In kritični so predvsem do recimo omejevanja oziroma prepovedi privezovanja psov na dvoriščih na verige, da pooblaščencev, ki jih imenujejo kar že ovaduhe, ne, ki bi jih lahko hodili po kmetijah, ne nazadnje tudi snemanja v klavnicah. Kaj pravzaprav želi koalicija s takim zakonom doseči v Sloveniji? Recimo, zakaj sploh imamo na mizi tak zakon? Na mizi ga imamo, ker je to še en primer tega, kako neka marginalna ideja pri tej vladi skozi široko odprta vrata stopa v mainstream. Ne? Tak primer imamo pri radikalnem vstopu v ta zeleni prehod. Ne? Tak primer imamo tudi to področje, ki si ga zdaj omenil. Ne? To so ljudje, ki niso
od malega ne živijo živalmi. Ne. Predstavljate si, da kmetu, ne, ki je celo življenje živi z naravo in živalmi, nek človek, navarovarstvenih 40-urnim tečajem, ne, ki je pri 18 letih, do 18 leta krave ni videl druge kot v reklami za Milko, pride njemu v hlev in mu začne govoriti, kako naj skrbi za živali. Ne. In če vemo, kdo to forsira, recimo v Tarči so kazali Jadranko Juras, ne, kot primer, ki je tam govorila, zakaj je to potrebno, vemo, da to so ljudje, ki so, ali so vegetarijanci, praviloma vegani, kar ni nič narobe, če je to osebna odločitev, ampak so pa izraziti borci proti uživanju mesa. Ne. Torej, a je njihov namen, da bojo oni kmetu pomagali, da bo on bolje skrbel za državi, res pristen? Jaz močno dvomim. Ne? In če bojo kmetje to dopustili, da jim zdaj ti ljudje pridejo govoriti o tem, kako naj oni s svojimi živalmi ravnajo, ne? Potem pa mislim, da je konec kmetijstva v Sloveniji. No, ironično, da kako lahko priveže psa in v kako velik pesjak ga morajo zapreti. Ja, recimo, moje izkušnje, ker živim v takem okolju, je psi na kmetijah, so najbolj zadovoljni in srečni psi, ki živijo prosto v kmetiji, niso zaprti stanovanja, nihče jih ne oblači v neke fancy oblačila, kot srečujem po mestih. Ne? Obstaja pa ketna, na katero so prikovani, ki se na kmetiji ukvarjajo z nekaterimi dejavnostmi, kjer živali ne more biti zraven in takrat ga morajo nekako umakniti. Ne? Če damo samo ta primer, boljše je, če imajo boks, pa plac, pa tako naprej, ampak večino svojega pasjega življenja, ne? So to najsrečnejši psi, kar jih je, ki živijo na kmetijah. Ne? In tu so te ironije in te situacije. Ne? Zakaj se ne ukvarjamo s tem, ali je primerno, da so psi, tudi veliki psi, zaprti v 30 kvadratnih metrov stanovanj po mestih, ne? Pa da jih oblačimo, pa jim kupujemo torte za rojstne dneve, praznovanja, jih poosebljamo. Ne? To so živali, ne? Ki jih mi poosebljamo. Zakaj se s tem ne ukvarjamo? A ni to tudi problematično z vidika pod narekovajem mučenja živali? Vsekakor ne. Poleg tega pa se bo spojavilo še eno vprašanje, glede teh snemanj v klavnicah. Ne. Morda pa skušajo ravno s temi posnetki potem ustvariti, oziroma Slovence preuzgojiti v neki veganski narod, ne, zaenkrat smo še kar precej mesojedi. Ja, zagotovo je neka tendenca zadaj, da se pač bi vse manj mesa uživalo, kar ni nič narobe. Ne. Vsaka zmernost je koristna in vsaka pretiravanje je škodljivo. Ne. Tako v smer mesa kot drugo stvar. Ampak problem je ta agresivna ideologija, ki je zadaj, ne? Ki na vse načine pritiska in v bistvu poskuša to doseči čez neko represijo, ne? Ali nek nadzor. Ne? To pa je napačen pristop. Ne? Pravi pristop je ozaveščanje, osveščanje in podobno. Ne? Učenje, kaj je zdrava prehrana, poslušanje strokovnjakov, to pomeni zdravnikov. Ne? Zdravniki so odrinjeni. Še ena značilnost teh, ki prihajajo te marginalne ideje notri je, ko gre za evtanazijo, ko gre za ta primer, ne? Da strokovnjaki, tisti, ki se na tem področju ukvarjajo, so odstranjeni iz procesa sprejemanja zakonodaje. Pri evtanaziji ni zdravnikov, pri tem primeru ni veterinarjev, pri zakonu o varstvu za zaščito živali. Ne? In še ena stvar je terminologija, ki jo uporabljajo. No? Torej, varovanje živali, mi bomo poskrbeli za varstvo živali, ne? Mi bomo omogočili prostovoljno prekinitev življenja. Ja, povej, kaj je to? Samomor s pomočjo, ne? Evtanazija, ne, prostovoljna prekinitev življenja. In da zdravnik ubije človeka. Ne, tako seveda. Ne. To pomeni, ljudje morajo biti pozorni tudi na besednjak, ki se ga uporablja, kjer se skuša ublažiti realno situacijo, o kateri govorimo. Ne. Vse to so neke posledice, neke agende, ki jo skozi vse pore skušajo iz marginalnih idej v tej vladi še posebej spraviti v mainstream. Kritične glasove pa potem omejiti svobodo govora. Ne. Ta teden smo imeli kar 3 zanimive primere, ne. In sicer napoved kazenske ovadbe zoper Twitteraše, ne, ki so opozarjali na državljansko vojno, ki jo neti, oziroma domnevno državljansko vojno, ki jo neti vlada. Recimo celo Tomaž Tih, ki je potem opozoril na nevarnosti in predlagal ljudem, da se oborožijo za samo obrambo. Siol, spletni portal Siol, eden največjih v državi, je ukinil komentiranje pod članki. Ne. Izkazalo se je pa tudi, da je na nacionalnem, ne, torej od RTV Slovenija, portalu MMC, obstaja zelo huda cenzura in predvsem zelo politična cenzura, niti ne tako zelo cenzura žaljivih tweetov. Kaj to pomeni recimo za neko svobodo govora pri nas? Ja, nekaj je, kar si lahko mi mislimo tistem, kar nekdo napiše. Recimo, Štihom se jaz nikakor ne morem strinjati, ne, s temi njegovimi pozivi, naj se Slovenija oboroži tudi nelegalno. Ne. Osebno mislim, da to prispeva k
razdeljenem napetem vzdušju v državi. Tudi se ne želim živeti v državi, kjer bi bilo orožje tako dostopno, kot je recimo v ZDA ali pa v Srbiji, kot smo videli zdaj, ki je premier pozval, da predsednik pozval, da prinesejo tisto nelegalno orožje in so se tam nabirali kupi tega orožja, ki je bil med ljudstvom. Ne želim si za svojo družino pa svoje otroke, da bi živeli v taki državi. Ampak druga stvar je pa, jaz priznavam vso svobodo Štihu ali komorkoli drugemu, da svoje stališče izražajo. In to se v tej koaliciji krči. Krči se na več načinov. Na način ustrahovanja, posrednega seveda, kot smo videli, recimo tipičen primer je bil, ko so prišli na oblast, da so morali zbrati sezname za 2 leti nazaj vse, ki so bili zaposleni v času v javnem sektorju v času prejšnje vlade. To ni nič drugo kot zastrahovanje. Ne samo tisti, ki so potencialno dejansko bili politično zaposleni, ampak vsak drugi ki je slučajno takrat pač dobil svojo prvo službo, kakokoli se je ustrašil, in je rekel, pa moram biti pazljiv. Skratka, gre za to in gre za ožanje debate. Zastraševanje po svoje tudi, da ustanoviš preiskovalno komisijo, vključi znotraj medije opozicijske in še zraven dodaš nekega požarja, zato da lahko dostopaš do poslovanj podatkov o tistem mediju, zasebnem mediju. Zadaj je spet ideja, gledajte, če ne boste pridni, vas bomo vključili v tako komisijo in bomo dostopali do vaših naročnikov, do vaših podatkov. To je njihov cilj. In pa pomenljivo, kot si omenil, mediji, ki so posredno, kakorkoli v državni lasti, ožajo svobodo govora z izgovorem sovražnega govora. In to je bistven problem. Ja, sovražni govor je problem. Problem je primitiven, žaljiv govor. V komentarjih je tega veliko. Ampak da se reševati na drugačen način, če si demokrat v sebi. Kot to rešujemo na domovini. Recimo, mi imamo tudi moderirane komentarje in ne spuščamo žaljivih komentarjev, osebnih napadov, ne spuščamo off-topic komentarjev, ampak spuščamo komentarje. Si vzamemo za to več časa, pa nimamo sredstev, kot jih ima Siol ali pa MNC Slovenija, pa pregledujemo komentarje. Nam tudi kdaj kaj uide, pa potem za nazaj kaj popravimo, ko nas kdo opozori. Ampak point je, da puščamo demokratično razpravo. In demokratična razprava se v državi pod sloganom boja proti sovražnem govoru zelo oži. Tudi kar se tiče prevzemanja RTV Slovenija, ki je danes na Ustavnem sodišču, ne vemo še kakšna bo razsodba, če bo že danes znana, je pa to saga, ki se vleče že dolgo časa in zaseda precej prostora v javnosti. Ja, to je primer, ki kaže, kako močno je v resnici levi politični opciji pomembno, da imajo nadzor nad RTV Slovenija. Takšni pritiski, kot se zdaj izvaja nad Ustavnim sodiščem, pri nekem zakonu, ki če bi gledali neko splošno populacijo, ali pa pomen, pa nočem zmanjševati pomena javnih medijev in tak naprej, ampak takih pritiskov na Ustavno sodišče še ni bilo praktično, jaz se ne spomnim, da bi katerakoli odločitev sprožila tak pritisk. In to na neki temi, ki je izjemno pomembna očitno politikom, izjemno pomembna nekim medijskim delavcem, izjemno pomembna nekim družboslovnim strokovnjakom, profesorjem gor pa dol in izjemno malo pomembna splošni populaciji. Je pomembna, ampak mnogo manj kot marsikatera druga. In to je sporočilo, da se ti tako ukvarjajo, koliko je to za njih pomembno. RTV Slovenija je naša. Tako so rekli, ko so prišli prvič kolesarski protesti pred stavbo na Kolodvorsko. Potem so videli, da je to kontraproduktivno, da preveč odkrito komunicirajo o tem in so se umaknili in potem so malo spremenili besednjak. Ampak te trdnjave ne dajo. Pestro je tudi čez lužo. Ron DeSantis je ta teden na Twitterju napovedal svojo predsedniško kandidaturo. Decline is a choice. Success is attainable and freedom is worth fighting for. Righting the ship requires restoring sanity to our society, normalcy to our communities, and integrity to our institutions. Truth must be our foundation, and common sense can no longer be an uncommon virtue. In Florida, we proved that it can be done. We chose facts over fear, education over indoctrination, law and order over rioting and disorder. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback.
skupaj z Elonom Muskom, ki je lastnik Twitterja, sta napovedala na tem omrežju, ne v medijih, kar je poželo predvsej neke kritike oziroma norčevanje tudi strani mainstream medijev. Po eni strani lahko vidimo DeSantisa kot neko alternativo, kot tako Donaldu Trumpu, kot Joe Bidenu, torej nekega borca za svobodo, ki pa ima vendarle bolj zmerna na eni strani oziroma bolj zmerno komunikacijo na eni strani in občasno celo bolj konzervativna stališča od recimo Donalda Trumpa, in je na tak način pravzaprav z uspehom, ki ga je dosegel na Floridi, ki jo je nekako iz te swing state, ki je enkrat volila demokrate, enkrat republikance, naredil za rdečo trdnjavo, torej republikansko trdnjavo, in zdaj skuša to razširiti na celotne ZDA. Kako spremljaš to, mu bo uspelo? Se ti zdi, da mu lahko uspe? Najprej ne povem, da nisem poglobljeni strokovnjak za ameriško zunanjo politiko. Imamo na domovini nekaj odličnih fantov in tudi deklet, ki se s tem ukvarjajo. Kolikor pa spremljam, bi pa rekel tako, po svoje vlečem neko sporednice, bi potegnil neko sporednico s slovensko desnico, kako situacija pri republikancih, ko se odločajo, kdo bo njihov predsedniški kandidat, in pa slovenska ta desna sredina. Imamo Trumpa, zelo močen kandidat, alfa samec, odločen, nastopen, ki pa generira te strasti na eni in drugi strani, torej veliko polarizacijo. To pomeni, bo potegnil svoj del volivcev za svojim nastopom in hkrati bo mobiliziral nadpovprečno veliko proti njemu. In nazadnje se mu to ni išlo. V Sloveniji imamo podoben primer, ki imamo Janeza Janša, ki mobilizira močno svojo desno bazo, hkrati pa izredno močno mobilizira nasprotnike, in na koncu se zgodi poraz. In to bojo zdaj v ZDA presojali. Ali bi DeSantis, s tem, ko bi sicer težje premagal Trumpa, ker ima prednost trenutno Trump znotraj republikanske baze, ampak oni se morajo vprašati, ali bo njihov kandidat, torej DeSantis, lažje premagal demokratskega, da o Bidenu po moje sploh ni dvoma, ampak verjamem, da če se bo slučajno DeSantis pojavil, da bodo tudi demokrati temeljito razmislili, ali bodo šli z Bidenom. To pomeni, ali je DeSantis tisti, ki je sposoben premagati nasprotnika, ali bo pa Trump to dosegel kljub tako močni, nedvomno močni mobilizaciji na drugi strani proti njemu. DeSantis je znan tudi kot hud nasprotnik tej ideologiji prebojenstva oziroma woke ideologiji. Proti njej se nekako bori tudi republikanski svetnik iz Indiane, ki se je razglasil za transspolno temnopolto žensko, čeprav gre za belega cisgender moškega, ki, kot pravi, je prva translesbika kot okrajna svetnica, nastavil ogledalo tej ideologiji in požel kar nekaj kritike. Ja, na desnici je požel, oziroma iz vseh strani je požel neke kritike, ker so v tem parodiji se iz tega čutili užaljeni. Ampak on je hotel upozoriti na neko realno situacijo, kjer se gre ta transgenderija prek, v smislu pozitivne diskriminacije, prek vseh razsežnosti. Recimo, če se zdaj en od naju razglasi za temnopolto transspolno žensko, bomo v življenju nama bo počasi šlo mnogo lažje, kot nama gre kot belopolti moški srednjih let. Ne bom rekel, v Sloveniji še ni tako, in tudi obsojam vsako napade resnično ljudi, ki imajo to spolno disforijo in tako naprej, in moramo jih vzeti ne kot diskriminacijo, nikakor ne, ampak po drugi strani moramo ločiti človeka od ideologije. In tu mislim, da opozarjajo na to ideološko komponento tega vokizma, ki se rine v show business, v gospodarstvo, v vse pore, močno pretirano. No, sploh pred mesecem junijem, ki je njihov glavni mesec, je vse bolj prisotno tudi pri nas. Rok, hvala, ker si danes komentiral dogajanje tedna. Tega bomo še naprej skupaj spremljali na domovini. Mi pa si poglejmo, spoštovani gledalci, kaj je še odmevalo v tem tednu. Plačanska milica Wagner sporoča, da bo mesto Bahmut predala redni ruski vojski, v mestu, ki je postalo eden simbolov ukrajinske vojne. Po besedah vodje Wagnerja Evgenija Prigožina padlo 20,000 Wagnerjevih borcev. Ukrajinska vojska zatrjuje, da še vedno obvladuje dele tega mesta. Protikremeljska ruska skupina Legija Svobodna Rusija je zasedla nekaj vasi na ruski strani meje z Ukrajino v regiji Belgorod. Ruska vojska je sicer kmalu zatem znova prevzela nadzor nad zasedenimi vasmi.
Anže Logar je napovedal ustanovitev društva namenjenega razpravi o prihodnosti Slovenije. Društvo naj bi ustanovili prihodnji teden, imelo pa naj bi vsaj 11 ustanovnih članov, nekateri med njimi javnosti precej poznanih in tudi različnih političnih nazorov. Grčijo bo do poletnih predčasnih volitev vodila tehnična vlada pod vodstvom dozdajšnjega predsednika Računskega sodišča Janisa Sarmasa. V nedeljo je na parlamentarnih volitvah sicer prepričljivo zmagala konzervativna vladajoča Nova demokracija, ki pa zaradi spremembe volilnega sistema nima večine v parlamentu. Že junija Grčijo čakajo nove volitve po drugačnem sistemu, kjer se Nova demokracija premierja Mitsotakisa nadeja zmage. Tako, spoštovani gledalci, prišli smo do konca. Hvala, ker ste bili z nami. Redno spremljajte dogajanje tudi na portalu domovina.je in v tedniku Domovina, kjer dnevno analiziramo, kaj se dogaja v Sloveniji in po svetu. Mi pa se znova vidimo v pregledu tedenskega dogajanja v Odmevu tedna prihodnji teden. Do takrat pa nasvidenje.